Ja. Gospod Verlič je nekako povedal, da ste mu svetovali, kako zapreti finančno konstrukcijo. Kaj ste mu povedali? Kako lahko predsednik državnega sveta pomaga pri financiranju? V redu, ja, en lep pozdrav, seveda tudi v mojem imenu in pa hvala za povabilo dr. Petru Verliču in pa direktorici občinske uprave Zdenki Grozde, da sta me gostila z ekipo. Pravzaprav se mi zdi, da je potreben razmišljati tukaj malo širše od same občine, namreč želim preusmeriti razmišljanje na pokrajine. Torej, Slovenija še ni izpolnila tistih, bom rekel, zavez iz ustave, namreč ustanovitev pokrajin, in potem, ko jaz upam, da ne samo ambicija in želja državnega sveta, ampak vseh tistih, ki dejansko čutimo, da je ustanovitev pokrajin nujna, potem bo tak regijski center še kako prav prišel za izpolnjevanje vseh funkcij, ki jih določena pokrajina mora imeti. Seveda, državni svet nima denarja za direktno financiranje, lahko se pa opredeli komisija v tem primeru za kulturo, opredeli o pomenu takega centra, medgeneracijskega kulturnega centra. Sam sem bil tudi na občinskem prazniku, kjer sem lahko občudoval pravzaprav to vaše ljudi, kako so kulturno, bom rekel, izobraženi na različnih pevskih zborih, otroških, odraslih. Skratka, ta pestrost, bom rekel, posameznikov se mi zdi, da bo našla dom pravzaprav v tej stavbi in seveda na kulturi narod obstane. In verjamem, da je to, in prepričan sem, da je to prava odločitev, se pravi vodstva občine je smel korak, 28 milijonov je precejšen zalogaj, pa vendarle meni se zdi ključno pri tem, da občina računa seveda tudi na druga sredstva, evropska, državna sredstva, pa vendarle temelji pa na lastnih sredstvih. In kdo zdravo pametjo ne bi podprl pravzaprav takega projekta, ko je večinoma denar že zagotovljen. Tukaj lahko dodamo samo še tisto, kar je potrebno. Sem se pozanimal, seveda, če v tem, bom rekel, objektu obstaja možnost, bom rekel, tudi za neko središče, za neko upravljanje storitev in pa nalog pokrajine. Strinjali smo se, da je prostor tukaj noter, predvsem več kot prostor je pa tudi to, da dejansko v občini podpirajo, župan podpira ustanovitev pokrajine. Torej, v vseh krizah se nam je praktično zdaj pokazalo, da drugi nivo upravljanja, vodenje države nam manjka. Pa se je to začelo že, ne vem, pri finančni krizi, pa potem pri covid krizi, energetski krizi in zdaj v teh ujmah so bili dejansko župani tisti, ki so oddelali največje breme in še danes ga upravljajo. Se pravi, vsak posameznik se nima kam drugam obrniti kot pa na župana. Problem pa je, ker spet župani, vseh teh 212 župan in županov, potem morajo iti do, se pravi, posameznega ministra. To pa je skratka neobvladljivo, tako upravljanje. Zaradi tega umestitev pokrajin skladno z ustavo, mislim, da je pa pravi odgovor na vprašanje. Bi bila izgradnja takšnega centra lažja, če bi imeli pokrajino? Pravzaprav ja. Zaradi tega, ker to so pokrajinski projekti potem. Tukaj ne gre potem za občinski projekt, ampak kot omenjeno. Ampak jaz verjamem, da ga v tem smislu, to, kar mi je bilo zelo predstavljeno, mimogrede, renderji so pokazali fantastično kuliso, in verjamem, da bi v takem projektu zagotovo dobili podporo skozi pač financiranje, ki ga pokrajina bo deležna, ali skozi, bom rekel, prenos denarja, predvsem iz ministrstev na pokrajino. Hvala lepa. Hvala.